Dobrodošli na mojem podcastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in moja strast je, da intervjujem in modeliram uspešne ljudi in to znanje prenašam naprej na podjetnike in vodje, oziroma vse, ki bi radi to postali. Danes je z mano Aljoša Domjan. Aljoša je uspešen podjetnik, angelski investitor in oseba, ki je večkrat del naših delavnic in predavanj. Prvi del intervjuja, ki vam je sedaj na voljo, je povsem brezplačen. Drugi, poglobljeni del je na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba 10x Rast. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in rast svojih podjetij. Če bi tudi vi radi povečali dobiček in rast vašega podjetja, če bi se nam tudi vi radi pridružili in postali člani Mastermind kluba 10x Rast, nam pišite na info@mastermindacademia.com. Moj današnji gost Aljoša Domjan pravi, večina ljudi hodi vedno po isti ulici. Poleg tega, da je Aljoša ustanovitelj oziroma soustanovitelj podjetja Gambit Trade, uspešno posluje kot podjetnik že 30 let. Podjetje je štartalo takrat praktično iz nič in iz osebne prodaje računalniške opreme se je razvilo v največjo oziroma eno izmed največjih slovenskih spletnih trgovin ena.a.com. Ena izmed Aljoševih strasti v zadnjih letih je tudi pomoč start-up podjetjem. Kako je prišel do sem in kako je v času epidemije koronavirusa prodaja njegovega podjetja poskočila v nebo, mi je zaupal v tokratnem pogovoru. Če želite, da vaše podjetje raste, če želite večjo prodajo, če bi radi naredili nek poslovni preboj, vas vabim, da prisluhnete vsaki minuti tega pogovora, ker ti verjamem, da je to pogovor, ki nas preko dolgoletnih podjetniških izkušenj vodi v prihodnost. En lep pozdrav vsem, dobrodošli na tem pogovoru z ustanoviteljem ena.a spletne trgovine Aljoša Domjanom. Tako Aljoša, hvala lepa za tvoj čas. Lep pozdrav vsem, hvala tebi, Aleksandar, za povabilo in začnemo, ne? Ja, dajva malo povedati o tem, kaj recimo sploh počneš ti oziroma kaj počne podjetje ena.a. Toliko, da tisti, ki mogoče ne poznajo, kar dvomim sicer, vendar, da bojo izvedli. Začeli smo kot z računalništvom, ne? Torej rečemo, da sem en prvih računalničarjev v Sloveniji in potem sem postal tudi prvi spletni trgovec v Sloveniji. Že daljnega leta 1999. Tako da, to je zdaj že več kot 20 let in danes pravzaprav sem ravno zaradi spletne trgovine bolj oseba, ki se razume na spletno prodajo, digitalni marketing, pač na vse, kar se tiče teh novih prodajnih kanalov, poti, tudi oglaševanja in vse, kot pa računalničar. No. Če kupujem nov notesnik, moram tudi jaz zdaj vprašati za nasvet moje sodelavce. Okay. Ja, to pomeni, si se povsem preusmeril v neko novo znanje, ki je verjetno koristilo podjetju v tem trenutku. Ne? Seveda, to se je z leti razvijalo. To je bila branža, ki je, ko sem začel se z njo ukvarjati, je pravzaprav ni bilo. Tako za eno primerjavo, leta 1999 je Amazon.com v celem letu naredil $6 milijonov prometa. Pravzaprav tudi za slovenske razmere je bil kar majhna firma. Ampak smo vedeli že ljudje, ki smo se s tem ukvarjali po celem svetu za njega in meni se zdelo to fajn in sem rekel, dajmo še mi s tem začeti v naši firmi. Dajva mogoče kakšno številko, če lahko, ne vem, koliko produktov imate, promet, zaposleni, kako velika je v bistvu ena trgovina, koliko logistike je potrebno za tako mašinerijo? Po odvisno, kjer kazalce gledaš. Ne? Zdaj, po ponudbi smo definitivno največji slovenski trgovec. Ker v ponudbi, če gre danes kdo na ena.a, lahko izbira med 300 tisoč ponudbami.
In za teh 300.000 ponudb moram sodelovati s približno 300 dobavitelji. To zdaj izgleda ogromno in si pol človek predstavlja, da je za nami ena masa ljudi, ampak seveda ni tako, ker vse je pač digitalizirano, uporabljeni so digitalni podatki, ki nam jih posredujejo dobavitelji, tako da pravzaprav sama firma ima samo 25 zaposlenih. In to je ena od naših ključnih prednosti, da lahko pravzaprav iz leta v leto pozitivno poslujemo in se razvijamo naprej. Jasno, dostavo nam dela, ne vem, Pošta Slovenije, cel kup stvari pač imamo zunanjih, računovodski servisi zunanji. Pravzaprav je v firmi samo tisto, kar nujno rabimo za to, da delamo. Kar pa pomeni razvoj same spletne trgovine, ker je tehnologija naša, marketinška ekipa, ki zna in oglaševati in prodajati, in ja, ljudje, ki se ukvarjajo z uporabniško izkušnjo, s podporo kupcev in tako dalje. Vse skupaj pač pravzaprav samo 25 ljudi. Zdaj, nekaj si omenil, kako se je v bistvu začelo, to pomeni, začeli ste prodajati računalnike. Kakšna je recimo vizija, kam greste, misliš, v tem online svetu za naprej? Ja, glede na to, da sem ravno prejšnji teden kupil pol firme, ker je moj partner se odločil, da se pravzaprav upokoji, da bo še malo užival. Jaz sem pa seveda malo drugače razmišljal. Jaz mislim, da je spletna trgovina oziroma trgovina kot taka šele na začetku. In pravzaprav smo tudi preimenovali firmo zdaj v Gambit Trade globalni marketing, tako da hočemo iti še na večje obrate, torej čez mejo, še večja ponudba. Računam, da bom lahko več izvažal oziroma pomagal slovenskim firmam, da izvažajo preko spleta na druge trge ali pa da prodajajo v teh velikih trgovinah, kot so, ne vem, Amazon, Etsy, eBay in druge, ker ta izmenjava podatkov s temi tudi poteka. Ali pa da bom pač pripeljal še kakšno stvar iz sveta v Slovenijo. Lahko si predstavljate, da je v svetu nešteto izdelkov, ki ni šans, da pridejo v Slovenijo, ker smo pač premajhni. Ampak preko spleta se pa da. Tudi če bo samo en kupec neko stvar kupil v Sloveniji, se prek spleta splača prodajati. Zdaj, verjetno imaš skozi ta obdobje kar nekaj izkušenj, če bi zdaj ponovno začel s tem procesom, ki je šel skozi verjetno različne spremembe v podjetju, bi kaj naredil drugače? Oziroma, kaj bi naredil drugače, če bi štartal zdaj? Ja, tako kot sem rekel, pravzaprav štartam znova. Veš, da sem se zadnjih nekaj let ukvarjal tudi z startupi, kot mentor, kot investitor in pravzaprav vse, seveda, ogromno sem dal v to startup sceno, ampak sem se tudi ogromno naučil. In danes z Gambitom pravzaprav štartam na novo, sicer z eno veliko, za slovenske razmere zelo veliko firmo, ampak šli bomo naprej kot startup, kot en velik startup, zelo hitro, agresivno, tako da ja, v bistvu začenjam znova, če tako rečem. Tako za naslednjih 30 let. Za 30 let, odlično. Ja. Jaz predvidevam, da kar nekaj delaš, si znaš vzeti tudi čas za sebe. Kako preživljaš ta prosti čas? Daj nam povej malo o sebi, da bomo vedeli, kdo je Aljoša Domjan sploh. Ja, večina prostega časa mi gre za družino. Potem so tle še prijatelji, tako da potem začne počasi zmanjkovati. Tiste znane formule, da si moraš znati razdeliti, mislim, da na celo 2 stvari ali 3, da ti pol vedno zmanjka. Ali delaš v firmi preveč, ali se doma, prijatelji, pol zate ti verjetno zmanjka časa. Ampak ja, berem vedno, se pravi, berem precej knjig. Zelo rad hodim, ampak to že delamo spet z družino, okrog, potujemo, večinoma sicer po Evropi, celo tukaj blizu,
obiskujemo, ne vem, rad gremo v muzeje, rad grem na predstave, zanima me likovna umetnost tudi. To so take stvari, ki greš, pogledaš, te napolni in je fajn. Na srečo imamo tle blizu Benetke, kjer se lahko vedno nafilaš. Drugače pa ja, morje, ne, recimo nisem gorski človek, ne, na Triglavu me ne boste videli. Celo življenje hodim rad na morje in preživljam velik del časa na morju. Drugače v Ljubljani me boste srečali na kolesu, srečali me boste peš, srečali me boste s psom, ko se sprehajam. Tako da ja, je dosti prostega časa. No. Ena stvar nisi omenil, ker jaz vem, da včasih, če te rabim karkoli zvečer, imaš sveti čas v času plesnih vaj. To pomeni, začel si z enkrat tedensko, zdaj si tudi dvakrat tedensko v tem plesnem ritmu skupaj z ženo. Mislim, to je neka taka sveta ura, sveti večer, da se takrat ne sme nič drugega zgoditi. Ja, pred leti sem tudi kaj športov, ne, ali s frendi, ali sam in tako dalje. Pol, okej, malo prideš tudi do leta in ne moreš se lavno prerivati vsak dan. Tako da na koncu je ostalo to z ženo, ne, super čas, ples, ne vem, mislim, da že 25 let smo na teh standardnih plesih vsak teden, zadnje 2 leti pa še na tangu. Tako da, ja, ne, to je spet isto, ne, kot sem že prej rekel, ne, na prvem mestu mi pravzaprav za firmo je družina, ne, tako da in seveda družina je žena, glede na to, da so pa zdaj itak otroci že toliko starejši in so šli od doma, sva pravzaprav si lahko z ženo posvetiva čas eden drugemu. Tako da plesne so super stvar za to. Zdaj, omenil si, da rad bereš. Je kakšna stvar, ki jo še posebej rad bereš? So to kakšne revije, knjige, online vsebine? Kaj najrajši bereš? Mislim, najrajši berem pravzaprav tako je, ne, da te res kaj prime, so potem vedno kakšne kriminalke take, bolj lahkotno branje, no, tisto se potem tako. Ampak seveda poiščem tudi kakšne druge knjige, karkoli, kar je zanimivega. Ne vem, vedno berem nekaj knjig, no, in pol imam tudi kakšne težje knjige, ne, ampak ja, tisti je težko brati pred spanjem. Berem tudi stripe, ne, kljub vsemu imam veliko zbirko stripov. Tako da ja, vedno me boš našel s knjigo, pač zdaj imam tudi e-bralnik, ne, tako da se da dobiti knjige. Probam biti tudi s knjigami na tekočem z angleščino. Tako, fajn je, no. Mislim, tisto je vedno, da se postaviš v en drug svet, nek imaginaren svet, ki dopolnjuje tega, v katerem živimo in ti pač razširi obzorje. Je kakšna knjiga, ki jo rad podariš, pa jo rad podarjaš, mogoče, pa ki ti je tako navdahnila, da bi rekel, to morate prebrati in se jo priporočil komu? Tako je, ne. Ko sem mi poslal še prej vprašanje, to je edino, ko sem ga opazil. Tako da sem pripravil par knjig. Knjige menjam, ne, ja, knjige podarjam, ampak seveda ne podarjam vedno istih knjig, ne, ker dostikrat potem itak naletiš na iste ljudi, tako da vsako leto to zamenjam, ne. Recimo ena zanimiva knjiga, ne, je recimo tale, se moram pravilno naštimati, kjer ti lepo pove, tako je, ne, vsi, ki sem jim podaril, so nehali jesti hobotnice, jaz tudi. Ker so izredno inteligentne, občutljive in pravzaprav imaš občutek, kot da so iz enega drugega vesolja, no, ker so tudi drugače sestavljene od nas. Mislim, so edinstvene na našem planetu. To knjigo je napisal nekdo, ki je... Ker moram, ne vem, če se vidi, ne? Ja, Allegro ma non troppo. Ja, ampak tukaj je en tak lep
temeljni zakoni človeške neumnosti, ne, to bi moral vsak poznati, ne. Okay. Tukaj pol ugotoviš, zakaj vedno ljudje napačno volijo. Okay. Ja. In ena tudi zelo zanimiva knjiga, Atlas najbolj oddaljenih otokov, ki je napisala Judith Šalansky v Berlinu, ampak še takrat, ko ni mogla iz Berlina. Se pravi, napisala je knjigo z izredno doživeto, kot da je obiskala 50 najbolj oddaljenih samotnih, večina samotnih otokov na našem planetu, ampak ja, na nekaterih živijo tudi po 4 ljudje, na nekaterih 100 ljudi in opisala jih izredno doživeto, kot da bi tam bila. Tako da, recimo, to so knjige, ki jih zadnje, recimo, leto pa pol podarim, pol bom pa spet zamenjal. Odlično. Ja, hvala lepa. Tukaj vidim, da si skrbiš za hobotnice, da skrbiš za te oddaljene otoke in te zanima človeška neumnost. Tako da te 3 teme si zdaj izpostavil in sem prepričan, da bo lahko tudi za ostale zanimivo čtivo. Deva reči, ker tukaj si tudi sam že prej omenil, da se je svet spremenil, odkar si začel biti podjetnik. To pomeni, nisi začel seveda s podjetništvom leta 1999, temveč prej. In kako se ti izobražuješ oziroma kako nadaljuješ to svoje znanje, da si v koraku s časom in da te ne prehiti, da si tudi mogoče prav v tem času koronavirusa ali pa epidemije bil ne samo pripravljen, temveč znal dobiti priložnost na nek način. Kako se izobražuješ? No? Mislim, tako je. Izobražujem se stalno. Izobražujem se stalno. Zdaj, odkar imamo internet, je to še toliko lažje. Spet ne bom zelo poudaril, da šteje samo, kljub internetu, pravzaprav štejejo samo knjige. Če me nekaj zanima, bom pač vzel nekaj knjig in prebral, ker knjiga je edina, ki ti daje neko strnjeno celoto, kompletno in tako. Ampak ja, svet, jaz pravim, se spreminja vsak dan, ne zdaj samo v času virusa in tako dalje. V bistvu se vsak dan, če živiš recimo v tem svetu novih tehnologij, tako kot jaz, ves čas v bistvu veš, da je, ne vem, danes na svetu milijone nekih znanstvenikov, raziskovalcev, ne vem, arhitektov, ljudi, ki pravzaprav ustvarjajo in vsak dan se svet izredno spremeni. Samo da pač potrošniki to vidimo par let kasneje, šele takrat, ko lahko v trgovini nekaj kupimo. Tako da ja, tudi zdaj, ker eni pravijo, da se je svet ustavil v času koronavirusa, pravzaprav se noben znanstvenik ni ustavil, ali pa recimo raziskovalci. To so vse ljudje, ki so normalno delali naprej. Jaz imam tudi vedno neko pač pogled, je pač usmerjen v prihodnost, gledam naprej in grem tja. Se pravi, pravzaprav vedno gledam, kaj mi manjka, da bi še bolj razumel nekaj, ki pravzaprav še ne obstaja. To je pač prihodnost. Okay. Kako bi nekomu rekel, da se izobražuje v prihodnosti? Kaj misliš, da je recept, da znaš predvideti prihodnost? Najbolj si moraš to želeti. Torej, meni so fascinantni ljudje, recimo Asimov, ki je tam, mislim, da je bilo leta 1945, torej 1945, v Rusiji na fronti sredi vojne, napisal knjigo Jaz robot z 3 zakoni robotike. Jaz sem, ko sem bil mlad, ko sem to knjigo prebral, sem bil prepričan, da je to napisal Rus tam nekje v 70-ih letih. Potem ugotoviš, da je pravzaprav bilo to narejeno toliko let nazaj. Ja, pravzaprav se vedno iz sedanjosti da videti neko prihodnost. Svet se izredno hitro, kot pravim, razvija, ampak ja, da se pač pogruntati, vseeno je neka omejitev, iz generacije v generacijo, ne more se vse od danes na jutri spremeniti. Vsak dan se pomalo spremeni. Ostali neki principi,
pa ostajajo isti, ne? Recimo naši medčloveški odnosi, to se v resnici ne spremeni dosti, ne? Tudi oni temeljni principi človeške neumnosti, ki smo jih prej imeli kot knjigo, ne, veljajo že 2000 let, ne? Danes ni nič drugače kot takrat. Se pravi, tista bit človeka pravzaprav se ni spremenila dosti, medtem ko tehnologija okrog nas in vse to, pa ja. Tako da ljudje, ki iščejo neko prihodnost, se morajo zavedati, kaj so stalnice, ne? Kaj je tisti tir, po katerem pravzaprav gremo in kako se samo naša okolica spreminja. Ne? Če smo, ne vem, 20 000 let nazaj smo imeli okrog sebe dinozavre, danes pač imamo računalnike. To se spremeni, ne? Mi pa ostanemo pravzaprav. Umetnost, ljubezen, lepota, to so recimo neki temeljni principi, ki jih vidimo od zgodnjih začetkov človeštva, ne, da so si ljudje želeli narediti nekaj lepega in tudi danes. Ne. Torej, res sledim temu. Ja, kaj bi rekel, zdaj kaj malo govorimo o tej, vem, da tvoje vrednote, recimo si že prej omenil, je podjetje, je družina, učenje, to, kar zdaj omenjava. Kaj bi rekel, da so še tvoje ključne vrednote ali pa kaj ti je pomembno v življenju? Mislim, meni je izredno pomemben dialog z ljudmi. Mislim, da z nekim dialogom se da vedno, mislim, ne da se da rešiti, pač neko medsebojno razumevanje, svoboda, da vsakom pustiš, da je tako, kot je, ne, pač tebi, da ampak fajn pa je, če se pač vmes pogovarjaš. Poštenost. Ja, recimo, če me kaj spravi, kdaj v slabo voljo, je kvečemu res prava neumnost. No? Recimo, vztrajanje na nečem, ker, če mi bo en začel dokazovati, da 1 in 1 3, me bo zagotovo spravil v slabo voljo. Vse ostalo pa ne vem, mislim, imam nekako razporejeno. Kaj pa narediš, če imaš neko stresno situacijo ali pa težko situacijo? Kako reagiraš? Tako je, ne? Ker imam zdaj že nekaj let, bolj treba včasih meriti pritisk, stres in vse ostalo. In pravzaprav sem gotovo, da me v stres spravijo samo malenkosti. Ne? Ne vem, če mi zamujam nekje, če nekaj ne morem narediti, ne vem, če bi moral danes recimo, ne vem, podpisati 100 pisem ali nekaj takega. No, mislim tako, tisto, kar druge ljudi verjetno niti ne obremenjuje. V tistih pravih kriznih situacijah smo pač s prijateljem, zdravnikom, merili, sem kul, ne. Torej, takrat, kadar so recimo težke odločitve, če se znajdeš ne vem, če se znajdemo v težavah, kakršenkoli jaz, kdorkoli, delujem absolutno zbrano in nestresno. Je kakšna navada ali pa aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Bodi si doma ali pa v poslu. Nekaj, kar konsistentno počneš in ti koristi. Po moje ne. Po moje ne. Sem torej prej bi rekel, vem stvari, ki mi ne koristijo. Ne? Sem pač človek trenutka, dostikrat razmišljam, iščem nove poti in pač kiksneš. Ne? Ampak ja, ne, jaz pravim tako, če ne kiksaš, potem tudi ne greš naprej. Ne? Zdaj si najdu navado, ki praviš, da ti koristi, da probaš neke nove stvari znova in znova in delaš napake, če sem prav razumel. Ja, to delam vedno. Ne. Torej, ja, jaz recimo, ne vem, v Ljubljani dostikrat hodim peš, tudi v službo grem peš, recimo, čeprav je to iz enega konca Ljubljane na druge. Če se le da, grem vsakič po malo drugačni ulici. Ne. In pol pač spoznaš Ljubljano in potem se pogovarjaš z enimi ljudmi, ki živijo v Ljubljani že desetletja ali pa so rojeni, pa rečeš ti, to je tam, pa gledajo debelo, ne? Ker večina ljudi hodi vedno po isti ulici. Ne?
Jaz recimo ne. No. Torej, vedno zdaj pa včasih se zgubiš, ne, ali pa ne vem, nekam prideš, ker ne bi bilo treba, pa se moraš vračati, pa tako. Greš v enosmerno ulico, recimo, pa se pol obrneš v življenju. Ampak ja, ta stvar se mi vedno dogaja in to se mi dogaja tudi v, ne vem, odnosih do ljudi, v biznisu, tako pač probavam. No. Sam pol vedno nekako, zaenkrat sem vedno pol pristal na trdih nogah. No. Ni problema. Je kakšen nasvet, ki ga danes poslušaš v podjetništvu in se z njim ne strinjaš? Mislim, ne vem, če je sploh tako, ne, podjetništvo po moje sploh nima kaj dosti nasvetov. Jih niti ni. Nasveti, ki so predvsem taki, zame so preveč tehnični, tako da nasplošno se ne strinjam z njimi, ker so taki menedžerski, kako nekaj doseči. Vse je mogoče tudi preveč tako, naredi to v 3 korakih, naredi uno, naredi tretje in boš uspel. To po moje ne laufa. Ne. Tudi, ne vem, jaz si ne znam predstavljati, da bi eden delal tako kot avtomat, ne, da bi se držal vseh unih pravil. Ne. Tako da moje, torej ja, v principu se ne strinjam z ničemer, ne, kot sem rekel, vedno probam nekaj novega in jaz rečem, lej, probaj vse, naredi nekaj in pol glej, kaj je rezultat. Pol se lahko obrneš. Je kakšno vprašanje, ki bi te ga mogel postaviti, pa ti ga nisem postavil za naše poslušalce ali gledalce, odvisno ali nas bodo videli na audio ali video formatu, ne vem točno. Kaj misliš? Pa ne vem, mislim, da ga ni. No. Mislim, saj, lahko bi se pogovarjali te stvari še dosti časa. Če je to recimo namenjeno ljudem, ki bi radi bili uspešni, ne, spravim, da bolj pomembno je, da so zadovoljni. Če so zadovoljni, potem je to tisto, kar so pravzaprav najbolj potrebovali v življenju. In vsakmu rečem, ja, bodi sam svoj, vsak je enkraten in vsak se pa mora pač tako kolega kocka, ne, dati v sistem z drugimi kockami. Ne. Če ne znaš živeti z drugimi, imaš tudi težavo. Ampak lahko pa vedno ostaneš tak, kot si. Ja. Kaj bi bil en nasvet, ki bi ga dal študentom, ki zaključujejo študij? Kaj bi jim rekel? Če pogledam današnji čas, mislim, tako bom rekel, zagotovo nimam nasveta za vse. Ne? Ker cel kup, torej večina ljudi, sem se naučil v življenju, ima mogoče majhne ambicije, se želi pravzaprav celo življenje izobraževati, spremljati kulturo in nekdo, ki je naredil zdaj faks, ima odlično osnovo, da bo preživel life. Zelo kakovostno. Imel bo dobro plačal, job bo opravljal, dobil bo, mislim, dokaj rutinirano. Tako da jaz vsem tem ljudem rečem, da pač naj se tega zavedajo, da imajo neko znanje in naj živijo svoj life in uživajo. Nasvete ali pa tisti bi imel bolj za uni del ljudi, ki pravzaprav jim to ni dovolj in ves čas želijo nekaj novega. In kako si rekel, ne, ko gledam vedno nekam prihodnost, ti ljudje so dostikrat potem malo hendikepirani, ker jih ljudje okrog sebe ne razumejo, ne, ampak jasno, ne, težko je razmišljati v nekem širšem krogu o prihodnosti, o tem, kaj bo nekdo naredil, kakšne so njegove želje, če so pa želje nekaj, kar pravzaprav še ne obstaja. Potem je jasno, da ga drugi ljudje ne razumejo.
Tako da ja, tem ljudem, ki pravzaprav so končali faks in hočejo ustvarjati nekaj novega, ki so ustvarjalni, pač povem, da vedno, da ja, ne ustvarjajo, ne delajo, ampak ne pozabijo vsaj z eno nogo ostati v današnjem času med frende, družino, se zabavati in vse ostalo. Ker tisto, kar si želijo narediti, tudi če naredijo en dan kasneje, ne bo nič hudega. Odlično. Deva za konec en nasvet še. Jaz sem zelo rad poberam nasvete, ker vem, da imaš toliko različnih izkušenj strani podjetništva in startupov in deva en nasvet za konec podjetnikom oziroma podjetnicam, ki nas poslušajo v tem trenutku, kaj bi jim svetoval? Vsakmo lahko, ki gre v biznis, vsakmo bom svetoval, naj bo izredno odprt in naj posluša, naj pač dobi prve kupce, recimo, če šele začenja, in naj bo izredno pozoren na to, kako so ga kupci sprejeli. Takoj, ko so kupili, kasneje, če je kupil kako storitev ali pa če dalj časa z njimi dela, in naj se uči od njih. Pravzaprav naj svoje podjetje prilagaja tistemu, kar želijo kupci, in ne obratno. Ne glede na to, da je začel z neko svojo željo, ne vem, da bo ljudem naredil nekaj. Saj bo nekaj, ampak mora narediti po meri ljudi. Tako da vsakmu, ki gre v podjetništvo, dejansko svetujem, naj ves čas si postavlja cilje, pol pa posluša kupca in temu prilagaja. Aljoša Domjan, bilo mi je v čast in veselje. Hvala lepa za čas, za vse te nasvete in vabim vse poslušalce oziroma gledalce, naj obiščejo NAA spletno trgovino in izvejo več o tem, kaj počneš. Ok, hvala, lep pozdrav vsem. Če vam je bil posnetek všeč in če želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za 10-kratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu 10krat rast. Ker vas čaka nadaljevanje današnjega pogovora z Aljošo Domjanom, v katerem je razkril med drugim tudi, zakaj se je po 30 letih skupnega dela odločil odkupiti delež podjetja od partnerja in praktično začeti znova. V tem poglobljenem pogovoru boste tudi izvedeli več informacij o tem, kako v resnici v tem času koronavirusa prodaja njegovega podjetja še naprej raste, kakšna je razlika, če ima podjetje 10 tisoč, 100 tisoč, milijon evrov, 10 milijonov ali pa celo 20 milijonov prometa. Aljoša nam je tudi zaupal veliko stvari o tem, kako zaposlovati, odpuščati, na kakšen način on investira naprej denar, ki ga generira v podjetju in tako dalje. Tako da je res vabljeni, da ste člani Mastermind kluba 10krat rast, da se nam pridružite, pišite na info@mastermindacademia.com, da želite postati člani, da vas zanima več informacij, oziroma obiščite spletno stran mastermindacademia.com za več informacij o našem klubu. To je klub za vse tiste, ki ste resni, ki ste motivirani, ki ste odločeni, da bo vaše podjetje raslo, da boste povečevali dobiček, da boste povečevali prodajo, da boste bolj uspešni in seveda rasli kot podjetje in kot posamezniki. Upam, da je bilo to, kar ste danes izvedeli, koristno za vas. Vesel, hvaležen bom, da nam to, kar počnemo, všečkate, da delite, komentirate in seveda tudi predlagate, koga bi želeli še, da modeliram, s kom bi še želeli, da opravim intervju, da dodamo nove koristne vsebine za vse vas. Vabljeni v naš klub, Mastermind klub 10krat rast.